Hvala lepa tudi vam. Gospod Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zakon ureja porazdelitev denarja, da bodo lahko občine, ki imajo manj Romov, finančna sredstva ustrezneje prerazporedila. V Sloveniji se ne zavedamo problematike Romov, saj se ta težava vestno pometa pod preprogo. Prekmurski Romi so pokazali in dokazali, da se da prilagoditi slovenskemu narodu in hkrati ohraniti tako edinstveno kulturo, kot jo romska. V jugovzhodnem delu Slovenije se jim pa drži štango, tako lahko imajo mnogi lepo četico otrok, samo zaradi socialnih transferjev in ugodnosti. Recimo 9-članska družina prejme mesečno več kot 4 tisoč evrov prejemkov. Menimo, da je prav, da se jim pipca zapre in da se vsa ministrstva tukaj uskladijo in stopijo skupaj, ker le na ta način se bo leta pereča problematika rešila. Ne sme se vse dajati na breme občin. Težavo vidimo tudi v izseljevanju iz občin oziroma problemu sobivanja Romov in ne Romov. Nadalje, če bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uvedlo obvezno vsaj enoletno obiskovanje vrtca pred vstopom v osnovno šolo, se bo Rome še pravi čas ujelo in bodo uspeli doseči, da se še kakšen otrok več šola dlje kot do 15. leta. Če pa se še vozniški izpit pogoji z osnovno šolo, se bo te otroke prisililo, da naredijo osnovno šolo in se jih bo postavilo boljše temelje za nadaljnje življenje. Obe pobudi smo dali v Slovenski nacionalni stranki, a zaenkrat, kot kaže, ministrstva se tega bojijo realizirati. Nekatere občine, župani, poslanci že dlje časa opozarjajo na neenakost, do katerih prihaja sedaj pri izračunu višine sredstev, na kar smo v Slovenski nacionalni stranki že opozarjali. Potrebe in izzivi romske skupnosti so različne po Sloveniji, ter občine do občin imajo različne dodatne stroške. Predlagana sprememba je dobrodošla, saj določa, da se občinam z evidentiranimi romskimi naselji dodelijo dodatna finančna sredstva. Sredstva bi morala prejemati le tiste občine, ki imajo romskega svetnika. Tudi to pobudo smo dali. Takšen predlog smo dali v prejšnjem zakonu, pa ga je žal Državni zbor zavrnil. Občine, ki ga nimajo in ga ne želijo imeti, ne vem, zakaj bi prejemali denar. Kajti tudi legalizirana naselja bi morali imeti, ne pa, da imajo nelegalizirana. Vse občine v Sloveniji, ki imajo Rome, imajo pač strošek, tako na Dolenjskem, v Prekmurju kot v Posavju. Vsa romska naselja niso urejena tako, kot se spodobi, in so različno komunalno opremljena. Ponekod še vedno živijo Romi v kontejnerjih brez vode, elektrike, ogrevanja, drugod pa v pravih vilah, ob katerih se bohoti še kakšen Mercedes, Audi in BMW, pa še mogoče kaj drugega zraven. V Mestni občini Krško se zavedamo pereče problematike v zvezi z Romi oziroma romskimi naselji, ki med drugim povzročajo tudi večjo onesnaženost. Nekatere regije v Sloveniji so bolj, druge manj ogrožene, zato jih ne smemo dati vse v isti koš. Slovenske občine imajo čedalje več denarja zaradi dviga povprečnin, kar je velik plus. Zato se morajo razvijati v naslednjih letih, pa četudi imajo romska naselja. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da je vsaki občini v interesu vzdrževanje, gradnja infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture in javne razsvetljave. Verjamemo lokalnim samoupravam, da bodo učinkovito izkoristila dodatna sredstva.
Občine namreč najbolje vedo, kaj potrebuje njihovo romsko in ostalo prebivalstvo. Hvala lepa.